Veste, da je v našem telesu in na njem dejansko več bakterijskih celic od pa človeških? Sliši se neverjetno, ampak je res. In zdaj se bomo potopili v ta njihov svet, neviden, a hkrati absolutno vsemogočen. To so bitja, ki so lahko naši največji zavezniki ali pa najhujši sovražniki. Si predstavljamo za trenutek. To so bili prvi prebivalci Zemlje. Tu so bili že milijarde let, preden je po svetu hodil prvi dinozaver. Preživel v vreli vodi gejzirjev in v ledu Antarktike. In ja, tudi v tem trenutku so na naši koži, v siru, ki čaka v hladilniku in seveda globoko v našem črevesju. So res najpreprostejša oblika življenja, ampak njihovo število presega vse druge oblike življenja na planetu skupaj. Njihov vpliv ogromen. No, da bi res razumeli to njihovo dvojno naravo, moramo najprej pogledati, kaj bakterije sploh so. Potem bomo videli, kako se iz ene same, drobne celice v samo nekaj urah razvije cela vojska. Odkrili bomo njihovo dobro plat, od nepogrešljive vloge v naravi do ustvarjanja našega najljubšega jogurta. In potem se bomo soočili z njihovo temno stranjo in na koncu raziskali, zakaj naš boj proti njim postaja vse težji. Pa začnimo lepo pri osnovah. Kaj točno so ta mikroskopska bitja? V osnovi so bakterije enocelični organizmi, a ključna razlika med njihovo celico in recimo našo je v organizaciji. Poglejte, naše celice imajo jedro, nekakšen urejen kontrolni center, kjer je lepo spravljen naš DNK. Bakterije pa, one tega nimajo. Njihova genetska koda kar prosto plava znotraj celice. In ta, na prvi pogled preprosta, minimalistična zasnova je njihovo skrivno orožje. Omogoča jim namreč, da se neverjetno hitro prilagajajo in preživijo v skoraj vsakem kotičku planeta. In čeprav so preproste, pa niso vse enake. Daleč od tega. Znanstveniki jih pogosto razvrščajo kar po obliki. Tako imamo okrogle, ki jim pravimo koki, paličaste bacile in pa zavite spirale. Ta oblika pa ni samo za okras, nikakor. Zelo pogosto namiguje na to, kako se bakterija premika, ki je živi in kako vpliva na svoje okolje. Je kot nekakšen namig o njeni osebnosti. Ampak vprašanje je, kako ena sama nevidna celica postane sila, ki lahko povzroči bolezen ali pa fermentira na tone sira. Odgovor se skriva v matematiki. Natančneje v nečem, čemur pravimo eksponentna rast. Njihovo glavno orožje je binarna cepitev, pozabimo na zapletene rituale razmnoževanja. To je v bistvu kloniranje na steroidih. Bakterija preprosto naredi kopije svoje genetske kode, se malce raztegne in se preščipne na pol. In bum, iz ene so nastali dve popolnoma enaki celici in to počnejo z absolutno osupljivo hitrostjo. In to je moč te eksponentne rasti v praksi. Vzmemo za primer E. coli, bakterijo, ki je običajna prebivalka našega črevesja. V idealnih pogojih se podvoji vsakih 20 minut. Ne zvoni veliko, kaj ne? Ampak poglejmo, iz ene same celice v samo 10 urah nastane več kot milijarda potomcev. In zdaj je verjetno bolj jasno, zakaj lahko neka manjša okužba čez noč postane resen problem. Ko slišimo besedo bakterija, večina najprej pomisli na bolezen, a to je res le ena plat medalje. Pripravite se na presenečenje, ker brez njih življenje, kot ga poznamo, sploh ne bi bilo mogoče. Njihova najpomembnejša vloga so glavna ekipa za recikliranje našega planeta. Skupaj z glivami so namreč glavni razkrojevalci. Ko nek organizem umre, ga bakterije razgradijo na njegove osnovne gradnike, dušik, ogljik in druge snovi. Te snovi nato posrkajo rastline in krog življenja se lahko nadaljuje. Brez te mikroskopske, čistilne ekipe bi se naš planet dobesedno utopil v lastnih odpadkih. In njihovo delo se nikakor ne konča v gozdu, nadaljuje se naravnost v naši kuhinji. Imate radi dober jogurt, sir, kislo zelje? No, za vse to se lahko zahvalite prav bakterijam. Skozi proces, ki mu rečemo fermentacija, pretvorijo osnovna živila v nekaj popolnoma novega, okusnejšega in pogosto tudi bolj obstojnega. So naši mali nevidni kuharski mojstri. Seveda pa moramo biti pošteni in pogledati tudi drugo plat. Kljub vsem koristim so nekatere bakterije, tako imenovane patogene bakterije, lahko zelo nevarne. Te nevarne bakterije nas lahko napadajo na dva glavna načina. Prvi je okužba ali infekcija. Bakterije vdrejo v telo, se začnejo množiti in s tem povzročajo škodo. Drugi način pa je zastrupitev oziroma intoksikacija. In tu je razlika ključna.
Tukaj nas ne poškoduje bakterija sama, ampak strupi, toksini, ki jih je izločila v hrano, še preden smo jo sploh pojedli. Zato je lahko pokvarjena hrana nevarna, tudi če jo dobro prekuhamo in uničimo bakterije. V 20. stoletju se je zdelo, da smo v boju proti tem patogenim bakterijam zmagali. Odkrili smo čudežno orožje. A kot se je izkazalo, je bil to šele začetek neke nove, veliko bolj zapletene bitke. To čudežno orožje so seveda antibiotiki. Zdravila, ki so rešila na milijone in milijone življenj. Delujejo tako, da ciljajo zelo specifične procese v bakterijskih celicah, naprimer gradnjo njihove celične stene, in jih s tem uničijo ali pa jim vsaj preprečijo razmnoževanje. To da našemu imunskemu sistemu priložnost, da dokončno zmaga v boju z okužbo. A očitno smo jih podcenjevali. Bakterije so na tem planetu preživele milijarde let in se niso nameravale kar tako udati. Niso pasivne žrtve, so pravi mojstri preživetja. In začele so se braniti. In kako se branijo? Imajo cel arzenal trikov. Prvi so naključne mutacije, kot bi po čisti sreči zadele zmagovalno loto številko, ki jih naredi imune. Ampak kar je še bolj alarmantno je to, da si delijo informacije. Odpornost si lahko izmenjujejo kar neposredno, kot bi si podale USB ključe z navodili za obrambo. Včasih pa jim pri tem pomagajo celo virusi, ki delujejo kot nekakšni kuriri genetskih informacij. In tako se odpornost lahko širi hitreje kot požar. In rezultat te evolucijske tekme v oboroževanju? No, to je nastanek tako imenovanih superbakterij. Gre za seve bakterij, ki so postali odporni na več, včasih celo na vse nam znane vrste antibiotikov. Okužbe s takšnimi bakterijami je izjemno težko zdraviti in to danes predstavlja eno največjih groženj globalnemu javnemu zdravju. Na koncu je torej jasno, bakterije niso preprosto dobre ali slabe, so temeljna sila narave, so naši partnerji in hkrati naši nasprotniki. Zato vprašanje za prihodnost ni več, kako jih uničiti, temveč kako z njimi sobivati. Kako lahko ohranimo moč antibiotikov za takrat, ko jih bomo res potrebovali in kako lahko še bolje izkoristimo moč dobrih bakterij v naš prid. Odgovori na ta vprašanja ne bodo krojili le prihodnosti medicine, ampak prihodnost zdravja prav vsakega izmed nas.